teme. Kids TV. Abu škatla. Dan, dober dan, Diana je tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. In kdo je na moji levi? Abu škatla. Tako zelo sem radovedna. Kaj pa vi? Vas že zanima, kaj vse se skriva notri? A pokukamo? Veste kaj? Nekaj bi vas vprašala. A kdaj pomislite, da bi lahko iz Abu škatle priskakljala taka zelena žival? Kako rečemo zeleni skakajoči živali? Žaba je, kaj ne? Ste kdaj pomislili, da bi iz Abu škatle skočila ena taka žaba? Jaz sem pomislila, tudi če vi niste. Ali pa predstavljajte si, da bi iz Abu škatle bi se priplazila kača. Veste, kaj bi mi bilo ljubše? Da bi iz Abu škatle priplesala balerina. To bi mi bilo veliko bolj všeč, kot skakajoča žaba oziroma kača, ki se plazi. Ampak dokler ne pokukamo pod pokrov, v resnici ne vemo, kaj je notri. Zato predlagam, da se opogumimo, zavihamo rokave, napnemo mišice in skupaj na 3-4 zdaj dvignemo pokrov. Bomo skupaj rekli 3-4 zdaj? Ste pripravljeni? No pa gremo. 3, 4, zdaj! To pa je presenečenje tudi zame, veste? V Abu škatli se skriva še ena škatla. Ja, to mi pa zdaj ni jasno. No pa dajmo vseeno majčkeno poanalizirati. Tule je napis Loti. Kaj bi lahko pomenil ta napis? Ime? Ja, dobro ugotavljate. Bi to bilo ime za deklico ali za fanta? Za deklico. Deklica Loti torej. Okej. Tule na škatli so tudi dinozavri. Se še spomnite? Tale leteči pterodaktil, pa tale v morju pleziozaver. No, morda nam pa vse te informacije pridejo še prav. Takole bom tole škatlo semle postavila, mi pa gremo pokukat naprej. Prav? No, danes se pa Abu škatla kar mal heca z nami. Poglejte, v Abu škatli je še ena manjša škatla. Nič mi ni jasno. A jo odpremo? Tudi tole ta malo. Tule je pa več, poglejte, takšnih manjših stvari. Abu škatla nam postavlja očitno neko uganko. In mi bomo morali na podlagi teh manjših stvari ugotoviti, kaj nam Abu škatla želi povedati. Kako domiselno, priznam, Petka. No, pa gremo pogledati v malo škatlico. Tole je, kaj bi to lahko bilo? Kaj je to? Nahrbtnik je, zelo dobro. V nahrbtnik običajno lahko marsikaj spravimo. Če gremo na pohod, si lahko vzamemo hrano in pijačo. Če nahrbtnik nesemo v šolo, damo notri kakšen zvezek ali dva, pa puščico z kemičnimi svinčniki, barbicami in flomastri, kaj ne? Dobro, gremo naprej. Nahrbtnik bom semle odložila. Tole je tak zelen. Mi znate povedati, kaj je tole? Oblačilo, zelo dobro, ampak kako rečemo temu oblačilu? Brezrokavnik je zelo dobro. In brezrokavnik običajno oblečemo, da nam ni mrzlo, tako da zaščitimo predvsem tale sprednji del našega telesa. Evo, takole. Gremo naprej. Notri je še eno tako majhno, kaj bi to lahko bilo? Eno tako majhno povečevalno steklo. Mi znate povedati, zakaj nam koristi povečevalno steklo? Kaj pravite? Da čisto majhne stvari lahko vidimo velike skozenj. Bo držalo, res je? Povečevalno steklo takole približamo na neko manjšo zadevico in v resnici jo vidimo veliko večjo, kot v resnici sploh je. Gremo naprej.
Poglejmo, tule je še eno tako malo kladivce. S kladivom jasno zabijamo žeblje, res je. Lahko pa tudi razbijemo kamen, če bi bilo treba, kaj ne? Dobro, gremo naprej od kladiva. Pa, nekoliko več jih je. Takole, povejte mi. No, zdaj vam bom najprej pokazala, poglejte. No, kaj so to? A so to fosili? Zelo dobro ugotavljate, bravo! Pravi detektivi ste. Dobro, fosili, se pravi na podlagi fosilov, znanstveniki, arheologi, paleontologi nam razkrivajo nekoč živeča bitja. Tako je, s pomočjo fosilov pravzaprav vemo, kdo je hodil in živel na Zemlji, še preden smo nanjo prišli mi. Ampak veste kaj, to še ni vse. Ne more biti vse. Notri je še nekaj. Wow! Notri je deklica, prikupna dolgolasa deklica z modro kratko majčko, v takih rjavih hlačah, pa s čisto udobnimi rjavimi čevlji. In če se že gremo detektive, me zanima, če se spomnite, o katerem imenu smo govorili čisto na začetku. Katero ime je napisano na škatli, se še spomnite? Loti, zelo dobro! Si ti Loti? Si, kaj ne? In kaj si po poklicu Loti? Kaj bi lahko bila Loti po poklicu? A mi boste pomagali? A bi lahko bila Loti zdravnica? No, dajmo pogledati. A bi lahko bila zdravnica? Zdravnice imajo običajno bele halje, kaj ne? Pa skoraj vsaka zdravnica nosi okoli vratu stetoskop, da nam lahko z njim potem posluša srce. Loti ni zdravnica, kaj ne? A se strinjate z menoj? Se, ok, gremo ugotavljati naprej. Loti, a bi lahko bila policistka? Bi lahko bila Loti policistka? Pravite, da ne? Policisti imajo kaj? Modre uniforme? Bo držalo. Pa, če bi bila policistka, bi zagotovo imela avtomobil s sireno, ki bi tulila. Dobro, Loti, z otroki ugotavljamo, da nisi policistka. Dajmo mi skupaj pogledati namige, prav? Pa se bomo morda potem lažje odločili, kaj je pravzaprav Loti po poklicu. No, poglejmo. Se pravi, Loti ima brezrokavnik. Dobro, lahko ga celo oblečemo, zakaj pa ne? Dobro, evo bomo Loti oblekli brezrokavnik. Loti ima kladivo, povečevalno steklo. Loti ima tudi nahrbtnik, v katerega najbrž lahko pospravi oboje, tako povečevalno steklo kot kladivo. Ima tudi neke fosile, pa tule so dinozavri. Kdo preučuje izumrle dinozavre? Kako jim rečejo? Mislim, da vem. Kaj pa vi? Že veste, da je Loti po poklicu paleontologinja. Res je. Ste že slišali za to besedo? Znanstvenica, ki preučuje starodavna živa bitja in pri tem si pomaga s fosilnimi ostanki kosti, zob, pa tudi listov. Kako zanimivo službo ima Loti, se vam ne zdi? Tako, pa smo s skupnimi močmi ugotovili, da je naša Loti paleontologinja. Kar mene zanima je sledeče. Kaj boste vi, ko boste veliki? Ste že razmišljali, kakšen poklic si boste izbrali? Ne še? No pa dajmo skupaj razmisliti. Kaj vse bi lahko opravljali, ko zrastemo? Kakšna dela? Jaz vem! Jaz bi lahko bila televizijska voditeljica. Zdi se mi, da se dobro znajdem pred kamero, pa všeč mi je to delo, osrečuje me. Pa veste kaj še? Vzgojiteljica v vrtcu bi tudi lahko bila. To pa zato, ker imam zelo rada otroke. In veste, kateri poklic bi še lahko opravljala? Poklic vojakinje. Všeč sta mi red in disciplina.
No, zdaj pa da slišim vas. No, gasilka, policist, pek, trgovka, čistilka, računovodja, arheologinja, paleontologinja. Wow, kakšne dobre ideje in koliko različnih poklicev. Ampak veste, kaj je najbolj pomembno? Da najdete poklic, ki vas osrečuje. Tako, dragi moji otroci, odkrili smo, kakšen poklic opravlja paleontologinja. Našli smo nekaj možnosti, kaj bomo lahko mi počeli, ko odrastemo. In čas je, da se poslovimo. Ampak, če se radi igrate z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Zdaj pa le še objem, poljubček in pa do prihodnjič. Loti, peva iskati izumrle dinozavre. Si za? Seveda, Diana, še prej bi pomahala otrokom, lahko? Seveda, Loti, kar pomahaj. Adijo, otroci. No, zdaj pa res greva, prav? Morda res najdeva kakšnega izumrlega dinozavra, to bi bilo pa precej zabavno.